Aljaž, nova serija oziroma nova epizoda v najini seriji, s katero skušava osvetliti dogajanje v Ukrajini in vse te eksplozije, ki se čutijo na pravzaprav vseh koncih sveta. Z vremenom tokrat. Kakšno imate vreme pri vas? Pri nas je jasno, celo končno je tudi zjutraj nad ničlo, tako da se že veselim zmrzali in pozebe, ki gotovo pride čez 2 tedna. No, pri nas v Sloveniji je ta moment kar že skoraj pomladno. Vlasta Jeseničnik, zelo sva vesela, da si se nama pridružila. Sonce močno vidim s tvoje desne. Sonce v Moskvi. Ja, glej, vse, kar zadeva vreme, imamo danes res krasen sončen dan, res da je zelo mrzlo od zunaj, v bistvu se zima še tukaj ni poslovila, ne glede na to, da smo že krepko v marcu, ampak drugače pa, če bi zdaj uporabljala izraze iz vremena, ne, bi rekla, da smo pa glede na vse, kar se dogaja v zadnjih dneh, zadnjih tednih v globoki zimi. In točno o tem želiva Vlasta s tabo govoriti, in sicer kako dogajanje v Ukrajini odmeva v Rusiji pri tebi. Seveda se zavedava, da tega novega zakona, ki ga morate upoštevati novinarji in novinarke, dopisniki in dopisnice pri svojem delu, a lahko malo poveš, kaj na stvari. Kaj lahko počnete, kaj ne, kako je omogočeno delo, katere izrazi so dovoljeni, kaj je na črni listi in tako dalje. Duma je sprejela v začetku marca en zakon, ki zadeva ne le poročanje ruskih novinarjev, ampak poročanje vseh novinarjev, se pravi tudi nas, ki smo tuji dopisniki iz Moskve. Gre za res najbolj drastičen zakon, ki ga v tej svoji karieri, odkar jaz spremljam Rusijo ali pa odkar poročam iz Rusije, to je pa zdaj že skoraj 17 let, še nisem doživela, no. Pa naj je šlo za kakršnokoli vojno, tudi na ruskih tleh. Duma je namreč sprejela zakon, ki za namerno širjenje domnevno lažnih informacij o delovanju ruske vojske prinaša do 15-letno zaporno kazen. Ta zakon govori tudi o diskreditaciji ruskih oboroženih sil. Za morebitno diskreditacijo so zagrožene denarne kazni in tudi zaporne kazni, in po tem zakonu ljudi že kaznujejo, torej kaznujejo ruske državljane samo zato, ker so recimo prišli na proteste proti, zdaj bom pa uporabila ta izraz, ki ga moramo uporabljati, torej tako imenovani vojaški operaciji v Ukrajini, kot Moskva označuje vojno v sosednji državi, torej ljudje, ki so prišli na te proteste in so nosili v rokah plakate, na katerih je bilo napisano ne vojni, so bili že denarno kaznovani. Gre za denarno kazen približno 35.000 do 60.000 rubljev. To je za povprečnega ruskega državljana zelo veliko denarja, ne glede na to, da je rubelj strmoglavil. Recimo takole, da boste si znala predstavljati, zdaj recimo za €1 dobiš približno 110–120 rubljev. Pred začetkom vojaške operacije v Ukrajini si jih dobil 86. Kar zadeva naše delo, pa mislim, da smo res prišli v obdobje, dovolila si bom to reči, na nek način popolne cenzure v Rusiji. Se pravi, zakon je napisan tako, da v bistvu ne veš, kje je tista, če se spomnite, enkrat smo govorili že z vama o tako imenovanih rdečih linijah, rdečih črtah. No, zdaj se te neke nove rdeče črte postavljajo za nas. Se pravi, povsem jasno je, da ne smemo diskreditirati ruskih oboroženih sil oziroma namerno širiti domnevno lažnih informacij o ruski vojski. Vse ostalo, kar pa je v paketu tega zakona, je pa napisano tako, da si v eni zelo veliki sivi coni, kjer pa se lahko zakon interpretira tako ali drugače. Posledica tega zakona je ta, da so številni novinarji fizično odšli iz Rusije, torej ne poročajo več, govorim tudi o nekaterih zahodnih medijih. Veliko ruskih novinarjev je odšlo od tukaj, ker enostavno v teh pogojih ni več mogoče delati. Praktično je ruski prostor neodvisnega novinarstva zdaj izpraznjen do konca. Se pravi, še tisto, kar je bilo, kot so recimo televizija Dožd, Radio Eho Moskve, tu govorimo res na nek način
za liberalni del ruske javnosti, legendarnih medijih, vsi ti mediji so nehali delovati v Rusiji in teh novinarjev, mnogih teh novinarjev ni več v Rusiji. Mi, kot rečeno, tisti, ki smo tukaj, tuji dopisniki, pa zdaj seveda moramo delovati v skladu z rusko zakonodajo. Kako pridejo ljudje še do informacij, bom rekla takole, tisti, ki so računalniško bolj pismeni, tehnično spretnejši, skušajo priti do spletnih strani neodvisnih medijev s pomočjo VPN-a, tako da določen del ruske javnosti še dobiva informacijo iz neodvisnih medijev, večina pa gleda samo še ruske državne televizije, torej nadzor Kremlja nad ruskimi državnimi mediji je popoln, tako da ljudje, ki pa spremljajo državne televizije, pa absolutno nimajo pojma, kaj se v resnici dogaja v Ukrajini, torej to, kar gledata vidva, ali pa gleda, bom rekla, večina ljudi po vsem svetu, zdaj tega ruski gledalci tukaj ne vidijo. O čem govorim, ne vidijo beguncev, ne vidijo obstreljevanja ciljev v Ukrajini, različnih ciljev, zopet moram paziti, ne vidijo, bom rekla, trupel, se pravi, ruske državne televizije prikazujejo samo to, kar se v bistvu dogaja na vzhodu Ukrajine v Donbasu, torej v tako imenovanih ljudskih republikah Donetsk in Lugansk, ki jih je priznala Rusija kot do zdaj edina država. Vlasta, ko sva se z Natašo pripravljala na tale naš pogovor, sva imela, odkrito povedano, kar v bistvu pomisleke, ne? Ali ne ga sploh organiziral, ga imamo, ravno zato, ker nisva vedela, ali bova midva tebe, ne, na nek način s tem spravila v težave. Po vsem tem, kar se opisala, kako lahko tuji dopisniki, da o ruskih novinarjih sploh ne govorimo, sploh še upravljate svoje delo? Zelo težko. To, kar so zdaj naše omejitve, je, da se lahko sklicujemo, ko gre za vojaško operacijo v Ukrajini, se lahko sklicujemo samo na uradne ruske vire. Torej, Ministrstvo za obrambo, rusko vlado, ne moremo se sklicevati recimo na nepreverjene, kot bi rekli tukajšnje oblasti, vire iz katerega koli družbenega omrežja, kar tako ali tako novinarji nismo počeli. Novinarji se vedno sklicujemo na neke informacije, ki jih lahko preverimo in dokažemo. Tako da vse to je zdaj onemogočeno. Kot rečeno, ko gre za vojaško operacijo v Ukrajini, lahko mi citiramo samo uradne ruske medije. Tista, bom rekla, območja ali pa področja, no ne območja, tisto, o čemer lahko poročamo, veliko stvari se seveda dogaja zaradi te vojaške operacije že tudi v Rusiji, gospodarsko gledano, torej zahodne sankcije, posledice teh zahodnih sankcij, ki se že čutijo in se bodo čutile z vsakim tednom bolj in bolj in bolj. O tem lahko poročamo, ampak zopet so tu neke omejitve, kjer pač mi resnično moramo ljudi, ki jih intervjuvamo, recimo na cesti, ali jaz za televizijo ali za radio, te ljudi pač moraš prikazati. Morate pa zdaj razumeti, da ljudje, ko jih sprašuješ, to je že zdaj moja izkušnja, pa ta zakon velja, ne vem, mislim, na par dni, ljudje že pazijo, zelo, zelo pazijo, kaj govorijo, torej kaj ti odgovarjajo, in tudi jaz osebno sem opazila, to vam bom povedala, nekako se okoli tebe pojavljajo neki ljudje z nekimi telefončki, ki skratka snemajo tebe, ki snemaš Ruse. Kdo so ti ljudje, jaz lahko samo sklepam, ampak v tem smislu je seveda poročanje iz terena zdaj težje, bolj zapleteno. Vlasta, omenila si govorila si o tem, kakšna je cenzura. Kaj vse, kjerih vse novic ne dobijo ruski državljani in državljanke. Zdaj pa, če bi jaz prišla, ne vem, iz Marsa in zadnje 2 tedna bila v Rusiji, kakšno sliko bi si pa ustvarila na podlagi tega, o čemer pa poroča in kar govorijo? No, Nataša, če bi ti prišla z Marsa, bi ti svetovala, da pojdi nazaj na Mars, ker boš tam dobila po moje več informacij kot tukaj. Dobro, zdaj z mene govori že malo cinizem.
če bi ti prišla zdaj v Rusijo še enkrat, če ne bi obvladala pač VPN-ja in skušala na tak način priti do spletnih strani tistih medijev, ki so zdaj blokirane, do družbenih omrežij, recimo Telegrama, kjer se veliko informacij vendarle določen del populacije ruske dobiva, govorim zlasti o mlajših, o mlajših ljudeh, ki vendarle ne gledajo televizije. Facebooka ni več v Rusiji, se pravi, dostop do Facebooka je blokiran, do Twitterja je zelo omejen. Tako da, če bi zdaj ti prišla v Rusijo in če bi gledala ruske državne televizije, če bi brala ruske državne medije, še enkrat, to, kar lahko najdeš na spletu, bi imela diametralno nasprotno sliko od recimo Aljaža. Saj to me zanima, kakšna bi bila ta slika? Diametralno nasprotna. Še enkrat, to, kar vi lahko vidite v Sloveniji ali pa kot lahko vidijo še enkrat gledalci večine televizij po vsem svetu, sej povsod ni tako, kot je na Zahodu, je to povsem druga slika. Moram pa reči, da so še nekateri časopisi, recimo Komersant, Nova gazeta, kjer pa lahko vidiš, ki poročajo korektno, poročajo previdno, ampak poročajo korektno, kjer pa lahko celo vidiš fotografije iz Ukrajine, recimo vidiš tudi fotografije porušene, uničene civilne infrastrukture v ukrajinskih mestih, lahko vidiš fotografije na 10.000, 100.000 Ukrajincev, ki zdaj bežijo iz te države, ampak ti časopisi so zelo redki. A pa je specialna vojaška operacija v Ukrajini predmet vsakodnevnih razprav v Rusiji. Namreč, mi seveda na Zahodu vidimo poročanja o protestih, kaj so to, nedovoljena zbiranja, ne vem, če tudi tukaj obstaja kakšen novo rek, ki ga je treba upoštevati, ampak Rusov je 125 milijonov. To so, ne glede na to, da so te protesti številni, so to majhne številke. Kakšno je splošno vzdušje v državi? Rusov je 144 milijonov, nič hudega. Protesti so pa zelo, zelo majhni. Jaz sem, ko se je začelo, še preden je bil ta zakon tudi sprejet, prav ob začetku vojaške operacije so ljudje prihajali na ulice, ampak še enkrat, to ni bilo na 10.000 ljudi. 10.000 ljudi. V Moskvi, v Peterburgu, ki sta največji ruski mesti, je prišlo na ulice recimo 3, morda 4.000 ljudi, ampak skoraj polovico od teh, kar se je potem izkazalo, je policija tako ali tako priprla. V Rusiji je izjemno težko protestirati, sicer že zaradi zelo represivne zakonodaje, ki zadeva tudi nedovoljene proteste, nedovoljene shode. Zelo hitro končaš tukaj, najmanj 15 dni v zaporu, 30 dni v zaporu, potem za ponovitvijo, recimo, če prihajaš na te dovoljene proteste, shode, se pa potem te zaporne kazni samo daljšajo oziroma višajo 3 leta, tudi več let. Če si morda, ne vem, te je udaril policist, pa si ga udaril nazaj, ta zaporna kazen še toliko višja. Tako da ljudje so prihajali, ampak kot rečeno, policija je v bistvu te proteste v kali zatrla. To ne pomeni, da ljudje še ne prihajajo, ampak še vedno manj jih je, zato ker ta zakon, ki so ga sprejeli kasneje, seveda prinaša pa zelo, zelo resne zaporne kazni. Že zaenkrat, kot sem rekla, kaznujejo samo denarno, ampak glede na to, da so zagrožene tudi zaporne kazni, ljudje pazijo. Tudi teh odprtih pisem, ki so jih pisali ob začetku vojaške operacije, zdravniki, akademiki, znanstveniki, tudi novinarji, nekateri gledališki igralci, estradniki, končajte vojno, zdaj uporabljam besedo vojna, ker tako so govorili tudi oni. Teh odprtih pisem ni več, ker v trenutku, ko je bil sprejet ta zakon, ki sem ga že omenila, so ljudje začeli zelo, zelo paziti. Moram pa reči, tudi to ni prvič in tudi to so že v bistvu dokazi obstajajo, da ljudje, če so se začeli zdaj javno izrekati proti temu, kar se dogaja v Ukrajini, že izgubljajo tudi službo. Skratka, cenzura je neverjetna in ljudje so znova Rusi, to je ta, bom rekla, fenomen Rusije, ljudi, ki vejo, kaj se dogaja, ampak stopijo skupaj, ker znova zaznavajo Rusijo kot oblegano trnjavo, ki jo oblega Rusiji nevaren Zahod.
In še eno stvar bi v bistvu opozorila, mene so ti procenti res presenetili. Raziskave javnega mnenja, ki so bile narejene recimo teden pa 2 tedna po začetku vojaške operacije, kažejo, ne boste verjela, res, da so to državni inštituti za raziskave javnega mnenja, ampak kažejo od 65 do 70% podporo vojaški operaciji v Ukrajini. Če je bil tistih prvih dneh totalni šok ljudje niso mogli verjeti, da je Rusija res to naredila, torej, da je šla čez mejo, da je začela napadati, so se zdaj ljudje zopet ob pomoči propagandnega stroja, ki deluje kot fenomenalno namazan stroj, nekako stopili skupaj in jemljajo to, kar se dogaja v Ukrajini, kot resnično vojaško operacijo, ki bo preprečila, da bo Ukrajina vstopila v zvezo NATO in s tem v neki perspektivi ogrozila Rusijo. Vlasta, lahko malo poveš, ker so seveda različne interpretacije, analize, kako ljudje v Rusiji, spravi Rusi in Rusinje, vidijo danes Putina, kako in hkrati na to tudi stanje gospodarstva pod Putinom. Od 2001 je on na oblasti in se sliši o tem, kako dobro jim gre pod njim. Zdaj, a lahko nam malo osvetliš, zakaj gre? Nataša, bila so različna obdobja, odkar je torej Putina, govorimo o gospodarski prosperiteti, gospodarski rasti, bila so različna obdobja, bila so res obdobja, ko je bila ruska gospodarska rast zelo visoka, tam tudi 7%, ampak to je bilo ponavadi povezano z zelo visokimi cenami nafte in plina. Rusija še vedno z nafto in plinom napolni približno 40% svojega proračuna. Se pravi, vsakič, ko so energenti dragi, se denar kar leti v ruski proračun. Se pravi, takoj, ko je šla nafta plin dol, se je potem tudi gospodarska rast upočasnila. Čeprav je pa dejstvo, da je odvisnost Rusije od plina in nafte manjša, kot je bila recimo, ko je Putin postal predsednik države. Gospodarska obdobja rasti so bila različna, se pravi, smo imeli tudi to gospodarsko rast 7%, potem se je začela recimo, tudi ko je bila ta huda kriza 2007-2008, če se spomnim, se svetovna finančna kriza, Rusiji ni šlo tako zelo slabo, ker Rusi so si delali zaloge za slabe čase. Oni so denar, ki so ga dobivali od nafte in plina, odvajali del tega denarja v tako imenovane sklade za, bom rekla, za hude čase, take stabilizacijske sklade. In tam so imeli oni nakopičenih ogromno rezerv v dolarjih. Govorimo tam okrog 700 milijard dolarjev. Potem je prišla Ukrajina 2014, aneksija Krima, začetek vojne na vzhodu Ukrajine, gospodarske sankcije Zahoda, najprej EU-ja, ZDA, ki so vplivale na Rusijo. Rusija uvedla kontrasankcije, ki so potem vplivali pač posledično tudi na naše gospodarstvo v določenem obdobju. Ampak Rusija se res, to so bile v primerjavi s tem, kar se je zdaj zgodilo, s temi sankcijami, so to izgledale, tako bom rekla, božajoče sankcije. Skratka, Rusija se je adaptirala in tudi, ko je padala gospodarsko, zopet to bilo v glavnem povezano z cenami nafte in plina. Potem se je začel COVID, rusko gospodarstvo, tako kot številna gospodarstva po svetu, so seveda padala. Rusija je potem začela rasti po covidu, je imela prvič rast, ampak to obdobje rasti je bilo zelo kratko, ker se je že začela vojaška operacija v Ukrajini. To, kar pa zdaj kaže, se pravi te, bom rekla, sankcije, ki jih nekateri primerjajo, eni rečejo, kot da bi padla jedrska bomba recimo na Rusijo, v gospodarskem smislu seveda govorim. Te sankcije bodo pa Rusijo zelo zadele, so že zadele in jo še bodo. Recimo ravno včeraj je dala Ruska centralna banka ven podatke, ki so izjemno zgovorni. Naredili so majhno anketo med najuglednejšimi ruskimi ekonomisti, ki recimo delajo za takšne banke, kot so Sberbank, Gazprombank, to so največje banke, ugledne ekonomske inštitute. Ti napovedujejo za letos
20% inflacijo in 8% padec BDP-ja. Še enkrat govorim o uradnih podatkih Ruske centralne banke. Ljudje, bom rekla vsakdanji ljudje, kot smo mi, pa te sankcije že čutijo. Mislim, da sem na začetku nekaj omenila, da je rubelj strmoglavil. Jaz v konkretnem primeru lahko rečem zase, da ne morem več dvigniti tuje valute. Se pravi, jaz moram zdaj denar naročiti in ga bom lahko dvignila šele čez mesec dni. Dvig je že omejen za Ruse. Recimo, če želiš nakazati denar nekomu, iz tvojih bližnjih je zdaj nakazilo omejeno na $5,000. Dvig je omejen na $10,000. Vse, kar želiš dvigniti več, ne dobiš izplačano več v dolarjih, ampak v rublih, in sicer po tečaju Ruske centralne banke. In teh omejitev bo vedno več. Tuja podjetja se umikajo, trgovine se zapirajo. Jaz bi rekla, ni tak problem, če ne boš hodil zdaj k McDonald'su ali pa KFC-ju, ali pa če ne boš hodil kupovati k Zari ali pa Victoria's Secret. Na vse to se bodo ljudje navadili. Gre bolj za te probleme, kot so izvoz tehnologije, ki jo Rusija definitivno rabi. Rusija se ne bo imela kje normalno zadolževati, se pravi izposojati denarja, se pravi zdaj bo bolj ali manj vezana na Kitajce, tako da te sankcije bodo pa res udarile po ruskem gospodarstvu. Vlastna geneza specialne vojaške operacije. Razloge zanjo so v resnici cilj te najine serije. Tako da o njih te ne bom posebej popraševal, ker bi verjetno rabil posebej epizodo in pogovor samo za to. Ampak o povodih zanjo je pa ruski predsednik Putin zadnje tedne veliko govoril, celo nekaj napisal že pred časom. In ena od tez, ki jo je on zagovarjal v tistem svojem famoznem govoru ob priznanju obeh samooklicanih ljudskih republik, Donetsk in Lugansk, ta teza je bila, da so Ukrajinci in Rusi en narod. Ne vem, če se jaz s tem strinjam, vem pa, da je imela poleg drugih stvari Ruska federacija leta dolgo pripombe na zaščito ruskega jezika v Ukrajini in pa domnevno maltretiranje ruske manjšine, ruske etnične skupine v Ukrajini. A je to povod, mislim, ali ima to neke realne osnove? Jaz sem v bistvu Ukrajino spremljam, kako bi rekla, odkar sem v Rusiji, z tisto pavzo, ko sem poročala iz Združenih držav Amerike, ampak drugače vse, kar se je dogajalo v Ukrajini, vse ukrajinske revolucije, od oranžne do ta zadnje na Majdanu leta 2013-14 sem spremljala. Jaz sem posnela film o Ukrajini, Ukrajina na dveh bregovih, ki je bil posnet na obeh delih, če želiš, tudi na vzhodnem delu Ukrajine, v teh samooklicanih republikah v Donetsku. Jaz nikoli, ko sem bila v Ukrajini, pa sem veliko govorila in z ljudmi na vzhodu in z ljudmi sploh ne, kako bi se zdaj izražala, Ukrajina je še vedno ena država, saj Donetska, Luganska ni priznal nihče. Ampak bom rekla tako, torej na tistem delu Ukrajine, ki so ga pač kontrolirali proruski separatisti, in tisti del Ukrajine, ki ga je nadzorovala seveda ukrajinska oblast. Jaz nikoli nisem imela vtisa, da so Rusi v Ukrajini kakorkoli diskriminirani. In tudi, ko sem bila na vzhodu Ukrajine, ki si normalno lahko uporabljal ruski jezik, v Kijevu smo govorili rusko, ljudje so odgovarjali rusko, še zdaj ljudje odgovarjajo rusko. Res pa je, da
ravno zaradi tega novega zakona, ker ukrajinski jezik so pa zdaj uvedli kot edini uradni jezik in v šolah, univerzah, teatru, se pravi gledališču, teatru, film in tako naprej. To pa je normalno, da je ukrajinščina edini uradni jezik. Jaz nikoli nisem res imela vtisa, da bi bili Rusi na vzhodu Ukrajine diskriminirani. Ampak kot rečeno, to so moje občutki. Zdaj, če so ljudje tam čutili drugače, je seveda bila to njihova ocena. Ampak Ukrajinci so začeli v bistvu zakone zares spreminjati šele po Majdanu, šele po revoluciji na Majdanu, ne pred Majdanom. Tako da v tem smislu, sploh če govorimo o uporabi jezika, vzhod Ukrajine, Donetsk, Lugansk, Doneška-Luganska regija, v smislu jezika zagotovo nista bili diskriminirani. Vse to je, kar vem jaz. Kako so se pa počutili ljudje, če so mislili, da so diskriminirani, je pa seveda bil to njihov potem osebni občutek. Ker se nam čas počasi izteka, Vlasta, eno vprašanje ali pa dve še na aktualnega predsednika Ukrajine Zelenskega. V prejšnji karieri je bil komik in svoje čase zelo priljubljen v Rusiji tudi. Kako Rusi in Rusinje nanj gledajo danes? Ne vem, če se z Zelenskim sploh ukvarjajo, no? ali pa gledajo nanj. Zopet je odvisno, kako bi rekla, katere medije tukaj spremljaš, no? Ampak ker smo v začetku govorili, da praktično neodvisnih medijev ni ostalo, še enkrat ljudje dobivajo informacijo tudi o Zelenskem izključno iz državnih medijev. Zelenski je, ko je postal predsednik Ukrajine, je res bil absolutni, torej politični novinec. To je nesporno, ampak človek, ki je mimogrede dejal, da bo to njegova prva glavna naloga, prednostna naloga, se spomnim, je dejal, ko je prisegel končati vojno na vzhodu Ukrajine. Si predstavljate, kakšna tragedija je to zdaj za 44-letnega Volodimira Zelenskega, ki je želel končati eno vojno, narediti tako, da bi se Donetsk in Lugansk tudi formalno vrnila v okvire Ukrajine, da je zdaj voditelj države, ki jo je Velika Rusija napadla. Jaz mislim, da je to ena največjih tragedij Zelenskega. On se mi je zdaj, govorim o njem zdaj, izkazal za izjemno, ob dejstvu, da on ni bil nikoli profesionalni politik, da se je ukvarjal z filmom, da je bil komik, da je nastopal v šovih različnih, se mi je izkazal za sposobnega voditelja in predvsem izjemno pogumnega voditelja. Se pravi, nasproti Zelenskemu stoji, kot veste, Vladimir Putin, 69-letni voditelj države, ki je na oblasti več kot 2 desetletji, nekdanji KGB-jevec, ki ga Zahod, se bojim, še zdaj po 2 desetletjih ni do konca spoznal in je bil v bistvu vsakič, ko se je pogovarjal z njim, zelo, zelo naiven. In zato tudi to, kar se dogaja zdaj, tudi ta šok, ki smo ga v bistvu ne bili vsi nekako deležni na Zahodu, ker nihče ni pričakoval, da se bo Rusija odločila za tako obsežno vojaško operacijo, kot se je odločila, ne pa za omejeno, ki bi bila recimo omejena samo na vzhod Ukrajine. Tako da Zelenski se mi zdi na nek način tragična figura, ampak na drug način pa sigurno voditelj, ki si ga bodo ravno zato, ker vodi Ukrajino, gledajte, nesporno v najtežjih časih te Ukrajine, torej po razpadu Sovjetske zveze, kot človek, ki si ga bodo Ukrajinci zapomnili kot predsednika, politika, ki je vendarle pač pod nekimi pogoji, ki jih bo potem verjetno določila Moskva, končal to strašno, zdaj pa bom rekla, vojno v Ukrajini oziroma posebno vojaško operacijo, kot pravijo tukaj v Moskvi. Vlasta Jeseničnik, hvala lepa za tvoj čas in srečno v Moskvo. Ja, Vlasta, hvala za pogovor in vse dobro pri tvojem delu. Te spremljamo.
Hvala za povabilo in še kdaj.